En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani doajen diplomatskega zbora, veleposlanice in veleposlaniki, ekscelence, spoštovani bivši predsednik, spoštovana zunanja ministrica, spoštovani vsi navzoči. Naj vam najprej seveda zaželim vse dobro v novem letu, predvsem zdravja, strpnosti in pozitivne energije. Vse troje bomo zagotovo močno potrebovali. Lansko leto ni bilo lahko. V vsaki drugi demokratični državi na svetu so potekale volitve, na katerih so volivci pogosto dali svoj glas populistom. Odzivi na volilne izide so seveda različni. Vsi pa moramo biti pozorni na to, kako se spoštujejo in uveljavljajo temeljne civilizacijske pridobitve, kot so vladavina prava, pravičnost ter varstvo človekovih pravic in svoboščin. Še vedno trajajoča agresija Ruske federacije v Ukrajini povzroča škodo, ki jo bodo plačevale številne generacije. Zaradi nenadomestljivih izgub človeških življenj, tako vojakov kot civilistov, zaradi uničene infrastrukture, zaradi nepopravljive škode, ki jo je utrpela narava, prepada v zaupanju med narodoma ne bo lahko premostiti. Na Bližnjem vzhodu je Izraelu, ki se sklicuje na pravico do obrambe, dovoljeno vse. Pobijanje in stradanje palestinskega prebivalstva, tudi tisočev in tisočev otrok in žensk, uničevanje bolnišnic, šol in domov se še kar nadaljujejo. Tragično je, da se na to neznosno trpljenje in dnevne žrtve palestinskega naroda kot mednarodna skupnost komajda še odzivamo. Ampak upam, da bodo pogajanja res hitro končana, če so informacije v medijih točne, v prihodnjih 48 urah, vsaj na tem koncu sveta, lahko pričakujemo premirje. Enako seveda velja za podnebno krizo. Njen učinek na naš planet in na naša življenja preštevilni politiki pogosto podcenjujejo. Pridružujejo se jim vplivni posamezniki in interesne skupine, ki bi jih kakršenkoli podnebni dogovor seveda finančno prizadel. Tudi prepad med revnimi in bogatimi je čedalje hujši. Koncentracija bogastva pri nekaj posameznikih in v multinacionalkah je morda največja ovira prizadevanjem, da bi v času skokovitega tehnološkega razvoja omogočili enakopraven napredek ljudem po vsem svetu, predvsem z dostopnim izobraževanjem. Vendar tak uravnoteženi razvoj potrebujemo. Usposobljene delovne sile manjka in vsega dela v prihodnosti preprosto roboti ne bodo mogli prevzeti. No in s tako dediščino vstopamo v leto 2025. Če se bodo uresničile napovedi o carinski vojni, bo ta prizadela ves svet. Čeprav na to ne smemo nikoli pozabiti, ne vseh ljudi enako. Zvišujejo se obrambni izdatki. Temu se ne bo mogoče izogniti. Toda več denarja za orožje utegne ogroziti razvoj drugih javnih storitev. Tega najbogatejši ne bodo čutili, vsem drugim ljudem pa ni vseeno, kako kakovostno in dostopno bo predvsem javno zdravstvo ali šolstvo. Leto pred nami bo leto še kar naprej trajajočega rivalstva med velesilami. A ne samo to. V mednarodne odnose odločno vstopajo novi akterji, bogati posamezniki, ki lahko kupujejo medijski prostor ali celo neposredno podpirajo izbrane politične opcije po svetu. Vse to povzroča nelagodje, negotovost in tudi zmedo med ljudmi. Spoštovani, verjamem, da se strinjamo, da ima vsak človek pravico do varnega, čistega in zdravega življenjskega okolja. V multipolarnem svetu,
ki je zgolj dirka za prestiž in premoč, ta pravica ni uresničljiva. Hlastanje za kratkoročnimi zmagami in partikularnimi koristmi ima seveda svojo ceno. Kako visoka je lahko ta cena, nas mora skrbeti. Zato je dolžnost vseh nas, še posebej srednje velikih in malih držav, da nismo tiho, da ne čakamo, kaj bodo prinesla rivalstva velikih. Da nismo le opazovalci kriz vseh vrst in naraščajoče neenakosti po svetu. In to svojo vizijo zelo dobro zagovarjamo kot nestalna članica Varnostnega sveta. V razbijanju tišine moramo kot odgovorni politiki veliko pogosteje in glasneje spregovoriti o teh izzivih, ki terjajo nič manj kot medgeneracijski premislek. Zato za to priložnost želim svojo razpravo osredotočiti na dve temi. Prva je uresničevanje politike vključenosti v procese in odnose v mednarodni skupnosti. Druga pa obravnava dejavnike, ki odločilno vplivajo na sposobnost držav pri spopadanju s spremenjenimi razmerami v svetovnem gospodarstvu. Govoriti o politiki vključenosti pomeni govoriti o njenem uresničevanju v soseščini, v regiji in seveda tudi globalno. Ko gre za soseščino, v središču pozornosti ostaja ruska agresija na Ukrajino. Ruska federacija še vedno grobo tepta suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Toda Ukrajina si želi miru, le kdo si ga ne. Celotna mednarodna skupnost si ga želi. A da bi prišlo do miru, morata biti v mirovni proces vključeni obe državi. Verjamem, da bosta še v tem letu sedli za pogajalsko mizo. O predmetu pogajanj in o vsebini morebitnega dogovora mora Ukrajina kot suverena država in žrtev agresije imeti svojo besedo. Z razlogom. Ozemeljska celovitost držav je temeljno načelo mednarodnega prava in predvsem prijateljskih odnosov med državami. Brez spoštovanja tega načela si mednarodnih odnosov ni mogoče predstavljati. Ne med sosedi, ne med državami članicami Evropske unije in NATO, ne med katerimikoli državami. O vključenosti na regionalni ravni moramo še posebej pogosto govoriti prav pri nas, v Evropski uniji. Z vidika Evropske unije je namreč širitev, torej pospešeno vključevanje kandidatk v članstvo na podlagi pričakovanih in dosledno izvedenih reform, prvovrstno politično, gospodarsko in seveda geostrateško vprašanje. Za večino prebivalcev držav kandidatk je Evropska unija dejavnik stabilnosti in zagotovilo za demokratično prihodnost, utemeljeno na vladavini prava in varstvu človekovih pravic, vključno z manjšinskimi pravicami. Evropska unija seveda pričakuje, da bodo države kandidatke izpolnile vse zahtevane pogoje za članstvo, tako kot je to veljalo za pretekle kandidatke. Kaže pa dosledno poudarjati, da sta breme in odgovornost za širitev vendarle deljena. K zgodbi o uspehu morajo prispevati vsi, države kandidatke, države članice in evropske institucije. Upočasnjevanje širitvenega procesa, ne glede na to, kdo je zanj odgovoren, namreč med prebivalci držav kandidatk lahko pripelje do razočaranja, odpora do Evropske unije in iskanja oziroma sprejemanja drugih razvojnih priložnosti. Širitvenemu procesu žal še vedno ne kaže dobro. Zato mladi iz te regije odhajajo. Tisti, ki ostajajo, pa so ranljivi za vplive akterjev zunaj Evropske unije. Izkušnje nedavnih volitev v Gruziji in Moldaviji povedo veliko. Ne smemo se zadovoljiti zgolj z ugotovitvijo, da sta bili obe državi žrtvi zlonamernega širjenja dezinformacij in drugih dejavnosti globalnih igralcev iz naše soseščine. Predvsem se moramo vprašati, ali si lahko privoščimo, da bi vsi ti mladi na naslednji širitveni val čakali še nadaljnjih 20 let ali več.
Vključenost pa je seveda enako pomembna tudi na svetovni ravni. Slovenija se kot nestalna članica Varnostnega sveta tega zelo zaveda. Dejavno se pogovarjamo z vsemi državami sveta, predvsem o tem, da je v mednarodnih odnosih ključno spoštovanje mednarodnega prava, vključno s humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic. Zato so za Slovenijo genocidna ravnanja Izraela v Gazi nesprejemljiva. Kot je nesprejemljivo ne meniti se za odločbe mednarodnih sodišč o ustavitvi tega gorja. In kot so nesprejemljivi vojni zločini drugod po svetu, vključno z genocidnimi ravnanji, ki se očitajo Sudanu. Poti do miru nikoli niso lahke. A naši diplomati jih iščejo samozavestno, pokončno. Naša preteklost, na katero smo ponosni, ni omadeževana s kolonializmom. Pred in med drugo svetovno vojno smo bili tudi sami žrtev fašizma, nacizma, tuje okupacije. Za nas tako letošnja 80. obletnica konca druge svetovne vojne pomeni zavezo, da želimo storiti prav vse, da se nikomur več ne bi zgodile take grozote, ki se žal še vedno dogajajo. Jasno nam je tudi, da ta boj zahteva izpolnjevanje predpogojev za trajni mir. Zahteva pravičnost in enakost na vseh področjih. A enakost se mora začeti že na simbolni ravni. Zato Slovenija med drugim išče rešitve za šokantno neenakost in nenavzočnost žensk na najvišjih mestih v mednarodnih institucijah, kot je Organizacija Združenih narodov. O politiki vključenosti pa je treba govoriti ne samo v okvirih multilateralizma, ampak tudi z zavedanjem resničnosti multipolarnega sveta. Po koncu druge svetovne vojne so se države morale hitro naučiti živeti s posebnim statusom, ki sta ga uživali obe velesili. Enako se je zgodilo po koncu hladne vojne. Vemo, kaj to pomeni. Brez velesil ni mogoče sprejemati globalno pomembnih odločitev. Brez njih se ni mogoče pogovarjati o zagotavljanju človekovega dostojanstva za vse. Tekmovalnost med njimi ali izključevalen odnos do njih nista produktivna in ne zagotavljata predvidljive, stabilne mednarodne skupnosti, ki je pogoj za učinkovito sodelovanje pri obravnavi globalnih izzivov. Prihodnost medsebojnih odnosov med velesilami in drugimi državami mora biti v iskrenem dialogu, ne v izključujočem monologu. Slovenija je lahko, želi in zmore biti del takšne prihodnosti. Spoštovane in spoštovani, ko se pogovarjamo o spremembah v svetovnem gospodarstvu, moramo imeti pred očmi dejavnike, ki bodo odločilno vplivali na dinamiko razvoja vseh delov sveta, ne samo v Evropi. Med temi dejavniki je treba najprej omeniti znanost in tehnologijo. Preprosto povedano, tisti, ki vodi v znanstvenih raziskavah, tisti, ki nadzoruje vrhunsko tehnologijo, ta obvladuje svet in vpliva na razvojno politiko, kot je denimo še kako potreben zeleni prehod. Slovenija se tega zaveda, veliko denarja v mandatu te vlade se vlaga v znanost in tehnologijo. A Evropska unija po tehnološki razvitosti ni v svetovnem vrhu. Tega se tudi zavedamo. Dragijevo poročilo je morda zadnji opomin, da je Evropska unija še lahko skoči na vlak silovitega tehnološkega napredka, ki se danes žal odvija v drugih državah in regijah. S tem bi še uspelo ohraniti sposobnost zagotavljati lasten gospodarski in s tem povezan socialni razvoj. Ta je edina pot za zagotovitev pravične in okolju prijazne Evrope. Drugi dejavnik je seveda demografski. Veliko se pogovarjamo o konfliktih po svetu in o verjetnosti vojaških spopadov širših razsežnosti. Manj pozornosti pa namenjamo neki drugi, tihi vojni, v navednicah,
ki je že v razmahu. To je vojna za vrhunsko izobražene kadre. Po nekaterih ocenah bo v razvitem svetu do leta 2030 na voljo kar 85 milijonov delovnih mest za kvalificirane delavce, ki jih bo treba zapolniti. Napovedane izgube letnega prihodka, če se države ne bodo odzvale na to grožnjo in zapolnile praznih delovnih mest z ustrezno izobraženimi ljudmi, gredo v stotine milijard evrov. Za države je torej ključnega pomena, da čim prej, če tega še niso storile, začrtajo strategijo iskanja delavcev ter izobraževanja in usposabljanja ljudi. Brez ustvarjanja ugodnega okolja za delovno silo, domačo in tujo, na tehnološki preboj ne bo mogoče računati. To sporočilo morajo slišati tudi populisti, ki nasprotujejo migracijam. Sprijazniti se morajo, da etnično čiste države na tem svetu ni in je nikoli ne bo. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti, da raznolikost prebivalstva zahteva politike za njeno upravljanje. Če torej na kratko povzamem, leto 2025 bo leto preizkušenj za ves svet. Evropsko unijo bodo veliki posebej močno izzvali. Zaradi tehnološkega zaostanka v globalni tekmi za relativni vpliv na mednarodne odnose njena konkurenčnost namreč pada. To seveda ne pomeni, da smo mi, ne samo Evropska unija, pač pa tudi vse, predvsem male in srednje velike države, lahko zgolj obstranski opazovalci plesa velesil in drugih finančno močnih akterjev. S temi izzivi se bomo morali spoprijeti. Resno, preudarno in pogumno, ter predvsem skupaj. Pot do napredka je jasna. Bolj kot si prizadevamo za vključenost, pa naj gre za dialog z velesilami ali upoštevanje migrantov kot zaželenih in enakopravnih prebivalcev naših držav, več možnosti imamo za prepričljiv odziv na hitre gospodarske spremembe in okrepitev naše vsestranske globalne vloge ter za izpolnjevanje pogojev za dostojno življenje ljudi. Imamo torej kot državniki, politiki, diplomati in mnenjski voditelji pred očmi samo vključujočo dolgoročno razvojno vizijo, utemeljeno na vrednotah, ki človeka naredijo človeka, ne glede na medsebojne razlike. V tem smislu naj bodo medgeneracijski premisleki oziroma dogovori o prihodnosti naše civilizacije, pa naj gre za vzpostavitev miru, gospodarskega sodelovanja ali varovanja našega okolja in podnebja, mnogo več kot prenekateri sporazumi, ki se jim zavežemo, a jih redko v celoti in dosledno izvajamo. Spoštovane in spoštovani, še je čas, a enkrat ga bo zmanjkalo. Takrat nas bodo prihodne generacije sodile kot neodgovorne. And if you allow me, a couple of words also in English. In this world, people are harming each other. But at the end, what do we have? The only thing we do have is each other. My home is Slovenia, and my home is Europe, but my home is also the world. But my home, ladies and gentlemen, is also hope. Thank you.